Skratka, letos poteka tekmovanje že 18. leto. Nagrade smo razdelili najprej na 4 glavna področja, ker se prijavljajo tako velika kot mala, srednja podjetja, zavodi, društva. Torej smo jih razdelili na velike družbe, ki so po zakonu o gospodarskih družbah subjekti javnega interesa. Za te veljajo največja pravila glede poročanja in največji obseg. Potem druga skupina so velike družbe ostale, ki niso subjekti javnega interesa po ZGD, torej niso družbe na borzi, niso banke, niso zavarovalnice. Tretja skupina so srednje in male družbe. Četrta skupina pa so vse druge organizacije, kamor grejo vsi zavodi, društva in druge organizacije. Torej vsako letno poročilo lahko doseglo 1000 točk, ocenjevalo je 5 članov komisije, te točke, vsak član svoje področje, točke so se seštele in na podlagi točk se je potem videlo, kdo je zmagovalec. Poleg glavnih nagrad teh 4 skupin smo tudi ocenjevali in nagradili trajnostni razvoj, analizo poslovanja, tveganja in letos prvič tudi hitro poročanje. Družba, ki je bila najhitrejša, je pripravila letno poročilo že do 17. februarja. Naloga je bila tako kot lani precej zahtevna. Zlasti zato, ker je kar nekaj družb, velika kopica družb zelo dobro opravila svoje delo in ker je težko različne vidike postaviti na skupni imenovalec. Tako da je bila izbira težka, ampak verjamemo prava. Jaz sem ocenjeval del, ki se nanaša na upravljanje tveganj, tako da 15 različnih kriterijev, ki smo jih upoštevali pri končni oceni, od prikaza izpostavljenosti tveganjem, prihodnje strategije razvoja te funkcije, risk apetita, potem agregacije, kvantifikacije tveganj, splošen opis pristojnosti, odgovornosti različnih organov in pa tudi vidik korporativnega upravljanja kot 10 točk k skupnim 150. In seveda najboljši, tisti, ki je zbral največ točk po posameznih kriterijih, je seveda zmagal. Nagrada za komuniciranje je zagotovo ena izmed tistih, ki si jo na Petrolu najbolj želimo. Glede na to, da je letno poročilo pravzaprav namenjeno komuniciranju z vsemi deležniki na trgu ali kjerkoli že so, je letno poročilo seveda zavezano tudi trajnostnemu poročanju pa transparentnemu poročanju in zato verjamemo, da je ta nagrada res prišla v prave roke letos. V letnem poročilu 2016 smo želeli predstaviti kot osrednjo rdečo nit našo novo strategijo. Zavezani smo v viziji k finančni stabilnosti in pa k nenehnim poslovnim izboljšavam. Mi zelo veliko vlagamo v letno poročilo, zato ste nam nagradi seveda zelo pomembni. Predstavljate tako neko priznanje za neko dosedanje delo, trud, ki je bil v to vložen, še bolj pa je to odlična popotnica za prihodnje aktivnosti na letnem poročilu, ki se mimogrede že izvajajo tudi na letnem poročilu za leto 2017. Poudarila bi, da zasledujemo pri letnih poročilih, gledamo kot dokument, ki ima poslovni del, računovodski del. Računovodski del je strogo določen. V njem je bilo zdaj za 2016 precej sprememb zaradi novih zakonodaje in računovodskih standardov, slovenskih in mednarodnih. Poslovni del pa ima te standardne vsebine, po katerih so tudi tiste posamične nagrade. Opozorila bi še, da zasledujemo, da mora biti letno poročilo resničen, pošten prikaz poslovanja, transparenten in ne nazadnje, da je to samostojen dokument, odraža tudi poslovanje v okolici podjetja in obnašanje v zvezi z dogodki tega podjetja v okolici.